A ste že kdaj načrtovali, kako boste preuredili svojo sobo? Ali pa raziskovali nove poti, kako priti v šolo? Potem gotovo tudi vi veste, kakšno je vznemirjanje, ko pričakujemo nekaj novega. Mi se pripravljamo na kviz Male sive celice, ki bo z jesenjo prenovljen. Te zanima, kako prenova poteka? Gremo pogledat. Snemali bomo v največjem studiu na televiziji. In ker si ne znam še točno predstavljati, kje bo moje mesto, obiščem scenografa. Lep pozdrav. Življenje. Igor, kaj je ta skulptura tukaj? To je možganski labirint. Izgleda takole. Zadaj bodo tribune za navijače, pult za tekmovalce, tukaj bo miza za eksperimente, zadaj bo ekran, na katerem bodo vprašanja, tukaj boš pa stal ti. Za tabo bojo pa lučke, na katere bodo utripale. Matjaž, zdravljen. Ti delaš špice, grafična ločila in izpiske vprašanj. Zakaj imaš dva ekrana? Takole, prvič to je računalniški monitor, kako si poznal, tale je pa video monitor. Aha. V bistvu to, kar vi vidimo na ekranu doma. In to je odštevalnik časa, ne? Ja, to bo za igro odštevalnik časa, za igro labirint, možganski labirint. In tukaj bo odšteval ura. Brez skrbi, časa za odgovore bo dovolj. Vprašanja v kvizu Male sive celice pa bodo z vseh mogočih področji, tudi matematike, logike, glasbe, biologije, družbe, geografije, zgodovine, tehnike, kemije, fizike in bralne pismenosti. Živjo. Živjo. Ambrož, kakšna bodo vprašanja? Vprašanja bodo takšna, da bodo morali tekmovalci logično sklepati pa ustvarjalno razmišljati. Sploh pa vsak odgovor bo podprt z razlago, pa tudi z zanimivimi poskusi. In če se ne motim, bodo tokrat lahko sodelovali tudi navijači. Ja, seveda. Kot pomoč sošolcem, pa tudi pri sestavljanju najdaljše besede iz črk, ki jih bodo tekmovalci nabrali v možganskem labirintu. Zabave med učenjem novih reči torej gotovo ne bo zmanjkalo. V kvizu Male sive celice od 22. oktobra vsako soboto na prvem programu Televizije Slovenija. Se vidimo.